Lep pozdrav, lep večer. Manca Razboršek je moje ime in sem avtorica knjige Angelski svetilniki. In zdajle vam bom pokazala par trikov, ker sem tudi life coach, se pravi, se ukvarjam s tem, da ljudi pripeljem do njihovega cilja. In seveda sem tudi mentorica ženskam, ki želijo aktivirati svoj yin, uživati v življenju in navdihovati druge. Tako, to je za en tak sproščen uvod v nocojšnji večer. Namreč ženske smo kreativne in treba je to kreativnost izražati vsak dan vsaj malo. Zdaj, jaz vas bom prosila, če mi boste samo sporočili, če se dobro vidi in sliši. V tistem zgornjem kvadratku desno, ki so taki mečkani kvadratki, lahko postavite tudi vprašanja kot vprašanje, pa če mi samo napišete, a se dobro vidi, a se dobro sliši, zato da bomo imeli to urejeno, a ne. Danes bomo govorili o ženski energiji v partnerskih odnosih. To je ena takšna pereča tema, da tako rečem, s tem imamo več ali manj vsi težave. Ženske imamo pa en tak, da rečem, poseben odnos do tega, ker je naša energija posebna. In ko govorimo o ženski energiji znotraj odnosov, takrat vemo, da stvari niso vedno take, kot se zdijo morda na prvi pogled. In zadnjič sem objavila en članek o tem, kako ven iz toksičnih odnosov, namreč ženske se zelo velikokrat ujamemo v toksične odnose in potem vztrajamo v njih, ko že zdavnaj ni več zdravo za nas. Tako da danes si bomo pogledali, zakaj nas pravzaprav to tako zelo muči. Jaz sem pripravila približno za 45 minut nekega govora oziroma vsebin, potem bomo pa odprli vprašanja, tako da bom potem tudi lahko odgovorila na tista vprašanja, ki se bojo pojavila, oziroma bom odgovorila tudi na tista vprašanja, na katere ste mi že po mailu pošiljali, pa bom odgovorila bolj seveda na splošno, ne toliko zelo na, vašo osebno plat, ampak bolj na splošno, tako da bomo tudi to pogledali. Tako da jaz sem včeraj, ko sem še zadnje zaključke delala, morala uvod malo spremeniti, ker sem šla na sprehod in dobila en zelo lep navdih o tem, kako naj začnem, kaj je tista prispodoba, ki nam bo nekako najbolj dala, bom rekla, za razmišljati, za vedeti, za to, da se lahko poistovetimo s tem, kar pravzaprav počnemo. Namreč naša duša, vsi govorimo, smo kreatorke, smo ustvarjalke oziroma vsi smo kreatorji svojega življenja, ne? In recimo, da je naša duša kuharica. In ta kuharica se je odločila, da bo naredila eno zelo, zelo dobro juho in si je izbrala posodo, v katero bo dala sestavine. Pa recimo, da bo kuhala zelenjavno juho. In v to posodo se je odločila, da bo dala zelenjavo. Zdaj, glede na to, da je taka, bom rekla, malo zanimiva kuharica, ima izkušnje z določenimi vrstami juh, z drugimi pa nima. In recimo, da se uči skuhati zelenjavno juho. In na voljo ima cel kup ene zelenjave. In seveda, kaj se zgodi, ko se učimo? Ne poznamo še vseh podrobnosti, ne poznamo še vseh trikov, a ne? In tako si predstavljamo, da je tista zelenjava da so deli naše osebnosti, da je tam je korenje, je paradižnik, je cvetača, je koleraba, vse sorte zelenjava je, ne, tako imamo mi na voljo vse sorte čustva, vse sorte vzorce, razmišljanje,
imamo na voljo določene občutke in iz vsega tega moramo mi skuhati eno tako lepo juho, se pravi, moramo narediti eno življenje, ki bo na koncu okusno, ki ga bomo lahko pojedli. Ne? Zdaj pa, če ta kuharica ni tako zelo izkušena še, ne, potem bo dala skupaj tudi kakšno zelenjavo, ki mogoče ne paše in bo juha, recimo temu čudna. Nekomu bo pa lahko všeč. Saj veste, kako je s temi okusi. Nekaj, kar je meni všeč, ni nujno tudi vam všeč, nekaj, kar meni paše, ni nujno tudi, da vam paše, ampak s tem ni nič narobe. Okusi so različni. Enako je z našimi čustvi, z našimi vzorci. Različni so. Saj veste, tudi pri zelenjavi lahko pridelamo zelenjavo zelo ekološko, na taki bogati zemlji, kjer je zelenjava zdrava in ima potem drugačen okus kot tista, ki je pridelana v rastlinjakih na neki, bom rekla, zelo hitri bazi, da mora res hitro zrasti in je bolj brez okusa. In enostavno imamo različne nivoje, imamo različne sestavine, ki jih imamo na voljo za to našo juho. In ni dobrih pa slabih, pravzaprav. So. To imamo na voljo. Ampak potem je pa naša izbira, kako bomo te sestavine kombinirali, kaj bomo dajali skupaj, kako bomo izboljševali tudi to juho. Ne? Vemo, da zmeri se da še izboljšati. Ne? Pa, ne vem, včasih nam ne rata čist. Včasih damo premalo soli, včasih preveč, včasih damo kakšne začimbe, včasih jih ne damo. V glavnem, ta juha, ki jo kuhamo, je naše življenje. In vmes lahko kaj popravimo, vmes probamo, če nam ni všeč, če nam je všeč, včasih pa pač ne rata. In to ni konec sveta, zato ker imamo na voljo spet sestavine in lahko skuhamo drugo juho. Lahko v istem loncu skuhamo drugo juho. In potem mi skuhamo eno juho, ki se nam zdi kar v redu, in potem pride na drugi strani nekdo, ki se izkaže, da je naš partner. In potem je njegov prvi komentar lahko: moja mama je pa to juho kuhala drugače. In jaz sem navajen take juhe, kot jo je kuhala moja mama. In kaj ženske potem naredimo? Z mano je nekaj narobe, jaz ne znam take juhe skuhati kot njegova mama. In potem seveda se začne. In v odnosih se vedno pokaže različnost okusov. Hujše še, ko prinese partner s sabo svojo zelenjavo, ki jo je njegova mama mogoče kuhala, ki jo je on sam kuhal, ne? In potem želi iz teh sestavin tudi on skuhati juho v našem loncu, na naš način, in potem se trudimo skupaj to juho kuhati in ne rata zmeri. A ste že kdaj probali, kako je, ko sta dve kuharice pa delata eno juho? Ne vem, ni glih najbolj zabavna izkušnja, verjetno, razen če sta te dve kuharice zelo usklajene. Ne? Tako da ena taka mogoče prispodoba, da malo razmislimo, da ni vse vedno samo vse od nas odvisno. Ampak so drugi, ki imajo drugačen okus, drugačen pogled, drugačne filtre. In kaj lahko naredimo mi pri sebi, zato da bomo te stvari vsaj razumeli, če ne drugega. Ker danes bomo pogledali bolj razumevanja, ne? Ker najprej moramo ljudje razumeti nekaj, potem to začutimo in potem to utelesimo. Po tej poti gre za to, da lahko delujemo. Vse navade so na ta način, vsi vzorci so na ta način, vse je na ta način pravzaprav. Tako da bomo danes pogledali, kaj je tisto, zaradi česar imamo to drugačne okuse za te juhe. In že razlika je med tem, ali smo ženske ali smo moški. In da bomo to razumeli, vas bom jaz popeljala v eno tako prezentacijo. In sicer, evo, takole. Danes smo rekli avtentična ženska energija in partnerski odnosi in pa predvsem bomo pogledali, zakaj se ženske zapletamo v toksična razmerja
in kako zgraditi svojo vrednost kot avtentična ženska. Ker iz toksičnih razmerij je zelo težko. Zdaj, če mogoče ne veste, kaj točno toksična razmerja in kako, vam predlagam, da si preberete na mojem blogu na spletni strani manca.si. Sem že pisala o toksičnih razmerjih in mogoče tam bo en tak lep vpogled v to. Ne. Mi bomo pa, se pravi, skuhali eno tako dobro juho, ki nam bo pomagala, da se bomo počutile ok in da bomo verjeli, da smo vredne ljubezni. Namreč tisti glavna prepreka, ki preprečuje, da bi imele odnose, ki nas izpolnjujejo, je to, da velikokrat ne verjamemo, da smo vredne ljubezni. In potem se sprijaznimo z manj, in to je tisto, kar nas potem nekako v odnosih zavira. Namreč ženske imamo težave s svojo vrednostjo. In to je tisto, kjer potem si dovolimo, da se včasih zanemarimo, kjer si dovolimo, da delajo z drugi z nami na nespoštljiv način, kjer si dovolimo, da se zapletemo v razmerje, ki ni zdravo za nas. Zato, ker enostavno nekje globoko mogoče ne verjamemo, da lahko dobimo kaj boljšega ali pa da si zaslužimo kaj boljšega, ker nam mogoče niti nihče ni nikoli povedal, da smo dovolj dobre že s tem, ko samo živimo, da si zaslužimo nekaj, kar nas je vredno. In kadarkoli se odziv, ki ni prijeten, pokaže, takrat vedno ženske začnemo razmišljati, kaj je z mano narobe. Ženske imamo to dobesedno biološko pogojeno in sicer v enem članku Ženski možgani, ki je tudi na mojem blogu, sem že pisala o tem, in sicer je ena ameriška avtorica, ki je napisala prav knjigo The Women Brain, delala raziskave, kako hormoni vplivajo na ženske, na čustvovanje in vse, in iz tega ven napisala tudi knjigo, kako smo tudi biološko pogojeni. In v čem se pravzaprav razlikujemo od moških, in te razlike se začnejo že v naših možganih in to se začne oblikovati že v času nosečnosti. In moški in ženski možgani se namreč med sabo razlikujejo zaradi enega samega kromosoma, ki je pri ženskah XX, pri moških pa XY, in to vpliva na to, kako so možgani biološko strukturirani. Namreč v prvih 18 tednih nosečnosti se ženski možgani razvijajo z drugačnimi nevronskimi povezavami kot moški možgani. In te spremembe pa sproži testosteron. In ta se pa sproži v 8. tednu nosečnosti. Do takrat so možgani vsakega zarodka XX, se pravi ženski. Ko se pa sproži testosteron, se pa v moških možganih začne razvijati center za agresijo in pa spolnost. In biološko imajo moški večje ta dva centra. Tako da pa poglejmo, kakšna v bistvu je ta razlika med moškimi in ženskimi možgani. In sicer ženski možgani imajo veliko bolj razvite centre za komunikacijo, opazovanje in čustvovanje. Se pravi, deklice se že rodimo z željo po čustvenem izražanju. In tudi naši možgani realnost, se pravi to, kako doživljamo svet, oblikujemo skozi komunikacijo z drugimi. Tisto, kar se pa v tej komunikaciji pokaže, je pa, da se ta povratna informacija, ki jo deklice dobimo iz okolja, kako sami sebe vrednotimo. Se pravi, naša lastna vrednost je zgrajena na povratni informaciji iz okolja. In zdaj, če je bila ta povratna informacija pozitivna, potem se ta vrednost veliko bolj pozitivno odraža. Če je bila negativna, potem seveda je naša vrednost manjša. Tako da
biološko gledano, ko so delali raziskave, so odkrili, da deklice ne prenesejo obrazov, ki ne kažejo čustev. Se pravi, brezizrazni obraz interpretirajo v smislu, da nečesa niso naredile prav. In že majhne deklice, dojenčice, naredijo vse, da dobijo odziv. Zdaj, tukaj je malo generalizirano, ampak so zadaj čisto, bom rekla, konkretne raziskave. Tako da definitivno so lahko odstopanja, ampak generalno gledano pa bojo deklice naredile vse, ker v bistvu je ta del možganov, ki je odgovoren za opazovanje, ta del z obrazov razbira čustva in prilagaja vedenje. Zato je v bistvu za ženske kakršnokoli čustvo, katerikoli odziv boljše od ničesar. Tako da to je čist biološko gledano, kako nevroni v naših možganih delujejo. Pri moških je drugače. Še tole mogoče center za komunikacijo, ker je pri deklicah večji, so zato veliko bolj sposobne zaznavati čustva tudi skozi govor. Se pravi, ženske smo bolj sposobne zaznati spremembe v glasu osebe, ki jo slišijo, ker v bistvu ravno zaradi tega, ker v času nosečnosti ni bilo tistega testosteronskega naliva hormonov. Ker moški možgani tega nimajo. In prioriteta ženskih možganov je ohraniti skupnost. Namreč, zakaj je temu pravzaprav tako? Biološko gledano so se možgani razvijali dolga tisočletja in sposobnost branja obrazov, pa s tem emocij, ženskam omogoča, da berejo potrebe ljudi okoli sebe. Se pravi, kaj potrebuje otrok, ki še ne zna govoriti? Kaj bo naredil alfa samec? Kakšen je namen tujca, ki pride mimo jame, da tako rečemo? S tem je omogočeno preživetje skupine. Namreč ženske skrbimo za harmonijo znotraj skupnosti, to je pa mogoče le, če znamo pravilno oceniti, kaj ljudje znotraj te skupnosti potrebujejo oziroma kako čustvujejo. Kakšen je namen? Ženske moramo vedeti, kakšen je namen, še preden pride do same realizacije tega namena, zato ker smo fizično vsem šibkejši člen in se je treba znati pripraviti in vedeti, kdaj posredovati, zato da bo skupnost funkcionirala. Moški možgani na drugi strani imajo center za agresijo in spolnost večji. V bistvu pri moških imajo te zmožnosti opazovanja in pa branja emocij so veliko v manjši meri prisotne. In fantki, majhni fantki že in tudi moški niso zainteresirani toliko za povezovanje, ampak bolj za okolico. Se pravi, da raziskujejo okolico, se osredotočajo na predmete, v bistvu ta prostorskost. Tudi niso pripravljeni deliti svojih stvari, ker je njihov preživetveni mehanizem drugačen. Tudi interakcije z drugimi jih ne zanimajo. Tako da tudi že v otroški dobi razvijajo bolj osebno moč, obrambo, socialni status in pa fizične sposobnosti. Tisto, kar jim bo v odrasli dobi pravzaprav pomagalo, da bojo preživeli v tujini, v divjini, na lovu za hrano in pa v obrambi skupnosti pred zunanjimi vsiljivci. Tako da zanimiv je podatek, da so moški v povprečju 20-krat bolj agresivni od žensk. Ravno zato, ker se je v bistvu ta center za agresijo pod vplivom testosterona razvil na račun centra za komunikacijo in emocije. Ženske imamo zato v bistvu 20-krat boljšo komunikacijo, veliko bolj sposobne smo pri emocijah, medtem ko moški imajo pa ta obrambni del, da tako rečemo. Namreč naši, tako bom rekla, kamenodobni možgani se še vedno obnašajo, kot da živimo v džungli.
biološka evolucija deluje prepočasi, da bi se biologija spremenila v par tisoč letih, kakor se naša civilizacija po uradnih teorijah razvija, ne? In naši možgani pač delajo tisto, kar najbolje znajo. In na podlagi tega tudi spuščajo v telo hormone, ne? Zdaj pa glede na to, da ste pa tokrat na mojem seminarju, ne, kjer pa ni vse samo v tem, kar lahko primemo z rokami, vidimo z očmi in slišimo z ušesi, bom pa jaz to biologijo malo nadgradila. V bistvu sta naš višji jaz in pa naša duša tista, ki nam omogočita, da presežemo te biološke omejitve, da posežeta z nekim drugim znanjem, z nekim drugim vedenjem in nam omogočita, da dobesedno posežemo po zvezdah, ne. In ko se pomaknemo preko fizičnega, smo ženske nosilke življenja. In vsaka med nami to počne na svoj unikaten, enkraten, avtentičen način in v univerzumu, v katerem živimo, se skozi ženske, skozi žensko telo, skozi žensko energijo izraža yin esenca, ki je ljubezen. In ženske smo v resnici ljubezen, ki se izraža skozi življenje samo. Zdaj, ugotovili smo že, da svojo vrednost potrjujemo skozi odnose. Se pravi, če je odnos ok, sem tudi jaz ok. Kar pomeni, če odnos ni ok, tudi jaz nisem ok. In je zato treba toliko več enega mogoče napora, da rečem, ali pa enega truda vložiti, da nekaj spremenimo. Zakaj to težko naredimo? Prej smo rekli, da ženske ne prenesemo, če ni odziva. In če nas okolica ignorira, če nas zavrne, če se nam nekako odpove, je to za nas največja izguba vrednosti. Se pravi, je treba res najti notranjo moč, ki nam omogoči, da bomo presegli to, kaj si drugi o nas mislijo. Da bomo tako trdno verjele v to, kar čutimo, da nas bo to vodilo skozi spremembe. In tisto, kar nas drži, so seveda strahovi. Kako bom sama preživela? Kako bojo otroci odraščali brez očeta? Kaj, če ne bom več našla nikogar? Na nek način strahovi nastanejo kot obramba ega, ko naleti na neznano področje. Naš oziroma naši možgani in naš razum lahko dela samo tiste stvari in jih skupaj daje, ki jih je že spoznal. Ne more pa nečesa, kar ni spoznal. Približno tako kot računalniki. Sicer se razvija umetna inteligenca, ampak načeloma računalnik zna samo tisto, za kar je programiran. In ko mu daš nek ukaz, ki ga ne pozna, ima že s tem težave. Tako da, ko vse te strahove naberemo na kup, nas je pravzaprav strah ločenosti, zapuščenosti, zavrnjenosti, tega, da ne bo odziva okolice, ker če ni odziva, potem se ne znamo orientirati. Tako da, zdaj pa, ker je strah lahko tudi definicija tega, da je strah odsotnost ljubezni, ljubezen pa prihaja skozi srce, se moramo ženske še toliko bolj močno naučiti poslušati srce in pa občutke. Se pravi, to je tisto, kjer je treba pa veliko bolj intenzivno delati. Ženske smo preveč v mentalnem telesu in to ponavljam, kjerkoli bomo, na katerikoli delavnici, na kateremkoli seminarju, da moramo ženske jeti nazaj v srce, v občutke, v telo, ker tam je potem naša energija in jo veliko lažje potem upravljamo. Tako da danes bi z vami radi delila, kakšna je pravzaprav razlika med srcem in pa razmišljanjem. Tukaj imamo vedno težave, kdaj nam govori srce, pa kdaj nam govorijo razum, pa koga zdaj poslušati. Nekako 5 načinov je, oziroma seveda jih je več in še cel kup tehnik in tako naprej, ki nam pomagajo ločiti med tem. Pa pojdimo lepo po vrsti. Najprej, preden reagiramo, se ustavimo. Kadar
reagiramo, se pravi, brez razmišljanja, brez tistega, ki so včasih rekli, se veste, najprej preštej do 10, potem pa reagiraj, a ne? Takrat iz navad, iz vzorcev, iz tega, kar poznamo, reagiramo in takrat ponavad obžalujemo kasneje. Tako da opazujmo se, kje reagiramo hitro, a ne? Ko nekdo nekaj reče, že ustrelimo nazaj, ne? Tako da veliko boljši izraz je, dajmo se začeti odzivati, oziroma veliko boljše, ne? Tako da preden reagiramo, trenutek za to, da občutimo čustva in občutke tistega trenutka. Se pravi, preden reagiramo, da že vse to nam gre hitro. To je miliminka sekunde, a ne? Da preden v bistvu se odzovemo, da rečemo, ok, kaj je zdaj to sprožil v meni? Kakšno čustvo, kakšen občutek? Jezo. Zakaj pa je jezo? A se mi zdaj sploh splača, ne vem, jezo uporabiti, ker je tako močno čustvo, pa toliko velike energije porabim za to, da se jezim. Kaj? Ok, jeza, ja rabim to, na to se odzvati. Ali je boljš, ne, če izberem tisto, kar me bo pripeljalo bliže k veselju. Tako da, ko pregledamo občutke, čustva tistega trenutka, takrat lahko izberemo, kaj pa je tisto, kar me bo pripeljalo bliže, jaz sem tukaj napisala k veselju, ali pa kar me bo pripeljalo bliže k svobodi, harmoniji, k tistemu občutku, ki ga želim čutiti. To je v vseh odnosih, v vseh situacijah, ko se odločate, kaj bi s svojim življenjem. Kaj pa je naslednji korak, ki me pripelje bliže k temu, da se bom dobro počutila? Kaj pa, če se tako vprašamo? In takrat moramo pa potem razširiti možnosti. Kaj to pomeni? Prej, ko smo pogledali strahove, je bilo kako eno vprašanje. Nas zmeraj zanima, kako pa naj to, kako pa naj, kaj pa naj. Vedno hočemo vedeti že konkreten odgovor. Razširiti možnosti pomeni, da v tistem trenutku rečemo, ok, mogoče zdaj še ne vidim odgovora, ampak dovolim, da ta odgovor pride k meni, da ta možnost, da ta opcija pride k meni. In potem moramo narediti en globok vdih in izdih in zaupati, da se bo to res zgodilo takrat, ko bo trenutek najboljši. In pa potem, najpomembnejša stvar, prej smo rekli, da se ženske, glede na to, kakšen feedback dobimo, gradimo svojo vrednost, najbolj pomembno je, da poiščemo podporo in pomoč tistih, ki nam jo lahko nudijo. Ne tistih, ki nas kritizirajo. Ne tistih, ki nam govorijo, da nismo vredni nič. Ampak da gremo tja, kjer bomo dobile podporo, kjer bomo dobile tisti feedback, ki nam bo pomagal, da bomo svojo vrednost gradile čedalje više, čedalje bolje, da nam bojo ljudje povedali, da smo ok. To je zelo pomembno, da tako rečem. In če si teh 5 točk nekje zapišete in začnete po njih živeti, jaz vam garantiram, da se vam bo življenje začelo zelo hitro spreminjati. Ena taka grozna stvar je, ker rečemo, pa sej sva se imela rada, pa sej ne vem, pa je bilo, pa sej ni vse tako slabo, pa mogoče je sorodna duša, vsaj na začetku je bil on sorodna duša in tako. Tukaj imam en odlomek iz knjige Jeffa Browna, Love it forward, in je tako lepo napisal, da je težko izgubiti sorodno dušo, ker ne izgubiš le sopotnika, ne izgubiš le prijatelja, ne izgubiš le ljubimca, ampak izgubiš svoj vhod v božanskost, izgubiš svoj portal do Boga, celoten univerzum včasih. In potem ga ponovno najdeš v srčni bolečini, v svojem lastnem zdravljenju, v izkušnji, ki te je razširila, v okrepljeni ponovno rojeni volji in v ponovni možnosti ljubezni.
Namreč tisto, kar naredimo, je, da kadar smo prizadeti, kadar je hudo, zapremo srce. In ko ženske zapremo srce, zapremo pretok ljubezni. In ko zapremo pretok ljubezni, takrat nismo ljubezen. Takrat je ta ljubezen zaustavljena. Tako da, kako zgraditi pravzaprav odnos vreden boginje? Tukaj je cel kup točk, ki pa niso številčene, 1, 2, 3, 4, 5. Ampak vse to skupaj nam daje tisto možnost, da res zgradimo nekaj, kar je vredno te naše notranje boginje. Namreč vsaka med nami je boginja. Vsaka. In ko rečem boginja, je to tisto občutek znotraj, tisto občutek povezanosti z božanskim. In v bistvu, ko smo same, postanemo avtentične, to pomeni, da smo v svoji energiji, da reagiramo iz tega, kar je pristno naše, ne kako bi drugi želeli, da reagiramo. In takrat lahko podarimo svojo boginskost moškemu, ali pa partnerju, ali komurkoli. In takrat začnemo na to drugače gledati, v tem je poanta. Ker tisti, ki mu bomo to podarile, mora biti tega vreden, mora znati ceniti. Saj veste, kako pravijo, ne meči biserov svinjam. In ena zelo pomembna stvar je, da ne spuščamo svojih kriterijev, da se dovolj dobro počutimo same s sabo, da se dovolj dobro počutimo v svoji energiji, da nismo pripravljeni tega deliti kar s komorkoli. In da se zavedamo, da smo ljubezen, da je to že vse v nas in da lahko znotraj sebe poiščemo. Naš višji jaz, naša duša, naše duhovno vodstvo je vedno z nami, nikoli nismo sami. In za začetek se odprimo tej ljubezni. In prosimo, da nas napolnijo z ljubeznijo, da nas napolnijo svetlobo, zato da bomo to začutile. In ena zelo pomembna stvar. Ti, ki poslušaš, vse, ki poslušate in vse, ki smo tukaj, smo kreatorke svojega življenja. In v vsakem trenutku kuhamo najboljšo juho iz najboljših sestavin, ki so trenutno na voljo. In najboljšo juho po svojih najboljših zmožnostih. To ne pomeni, da je najboljša v absolutnem smislu, ampak je v tistem trenutku najboljša in zato je taka, kot je, ok, vedno se da kaj izboljšati. Ampak nikoli ne zaradi ene juhe v enem trenutku, ki je prišla taka, ki je, reči, vse je za nič. In kakšno v bistvu življenje želimo živeti, kakšno juho želimo imeti, kako se želimo v življenju počutiti, je odvisno od tega, kaj želimo dati v to našo juho, kaj je nam všeč, ne kaj je drugim všeč. In ena zelo pomembna stvar je, da ohranjamo odprto srce, tudi če je bilo ali pa je ranjeno. To je ena zelo pomembna stvar, in da si najdemo nekaj, kjer res bomo dobile podporo. Zdaj, jaz imam kuharske tečaje za najboljše juhice in te kuharske tečaje lahko obiščete, si jih pogledate in tako naprej. O tem je bilo že veliko povedanega tudi z moje strani. Na spletni strani Avtentične in akademije najdete lahko še en seminar, kjer je to bolj podrobno razdeljeno. Ampak najdite kuharski tečaj, ki vam bo omogočil, da vam povejo trike, da vam povejo tisto, kaj gre skupaj, kaj ne, kako stvari narediti, ker vedno se lahko še izboljšamo. Bistveno je, da začnemo razvijati in negovati svojo vrednost. Ravno danes sem na Facebooku najdla tale citat Ernesta Hemingwaya. Se pravi, najbolj boleča stvar je, da sami sebe zgubimo v procesu, ko nekoga preveč ljubimo.
in takrat pozabimo, da smo tudi mi nekaj posebnega. Ne. Smo izjemne ženske, ne. Vsaka med nami. In to je tisto, kar vam želim pravzaprav povedati, vam omogočiti, da pravzaprav začnete verjeti vase, ker to je ena najpomembnejših stvari. Zdaj ne rabite takoj, bom rekla, biti v svoji najbolj avtentični energiji, boginje na vseh področjih in tako naprej, ampak začnite že danes. To, da sedite tukaj in gledate ta seminar, je ena od možnosti. Kako močno želite kuhati dobro juhico? Kako močno želite vedeti, katere sestavine, kako, na kakšen način, je pa stvar v bistvu tega, kaj želite v življenju. In ko si skuhamo juho, jo pač moramo pojesti. Ni pa nujno, včasih pa tudi rečemo, ok, mogoče imam na voljo še dovolj sestavin za eno juho, pa nisem to plačala. Pa da ne bomo šli predaleč v to primerjavo. Včasih rabimo pomoč, včasih rabimo tisto skupnost, ki nam odseva naše ok stvari. In biti ok je osnova za najbolj pomemben odnos v našem življenju. To je odnos do nas samih. Ker zakon privlačnosti, kakorkoli ga obračate, deluje tako, da tisto, kar je znotraj nas, se odseva. Torej, če je naša vrednost nizka, bomo dobili nekoga, ki nam to odseva. Če imamo pomanjkanje ljubezni, bomo dobili nekoga, ki nam to odseva. Ne gre drugače, enako privlači enako. In potem so najhujša vprašanja so tista, s čim sem si to zaslužila, kaj sem slabega naredila. Nič, mogoče je treba samo tiste sestavine za juho malo drugače skombinirati. Pa, ne vem, včasih se tudi s tem, ko se juha kuha, se spremeni okus. Recimo paradajz, surov je drugačen kot kuhan. In če ga je preveč kislo in mogoče nekomu to ne paše, mogoče nam to ne paše. Ja, bomo pa drugič recepturo spremenila. Ni mogoče, da bi skozi eno in isto delali, pa še kar jamrali. To je to kreatorstvo, da imamo možnost zamenjati sestavine, da imamo možnost zamenjati recepturo, da imamo možnost, reči, da imam zelenjavne kuhe, govejo juho bom kuhala. Je treba začutiti. A veste, katera juha je najboljša? Tista, ki na koncu dodaš eno veliko žlico ljubezni. In to je treba tukaj čutiti. Vemo, da kuhinja je, ali pa življenje, je odvisno od kuharja, od tega, s kakšno energijo pristopa, ko kuha. In potem takrat, ko dostikrat skuhamo, ko čutimo, kaj je treba, ko enostavno že kar imamo feeling, kateri okusi bojo šli skupaj, pa kateri ne, takrat to delamo avtomatsko. Takrat je to nova navada, takrat je to nov način življenja. Tako da to je vse tisto, kjer je treba malo pogledati. In zavedanje, da smo se vsi rodili z pravico biti v svoji avtentični energiji, da ne rabimo živeti življenja nekoga drugega, da se ne rabimo pretvarjati, da lahko vzorce, ki nam ne pašejo, ki smo jih prevzeli od staršev, od okolja v času odraščanja, da lahko v bistvu vse to odvržemo in se na novo nekaj naučimo, da nove vzorce sprobamo. Samo mi imamo to pravico, da v bistvu sami vse odrečemo pravico biti avtentični. In dovoliti si avtentičnost pomeni prevzeti vajeti življenje v svoje roke. To pomeni tudi pripravljenost poslušati samega sebe, svoje občutke, svoja čustva. V bistvu definitivno oceniti, kateri odnosi nam služijo,
kateri nam ne služijo, kateri nas, ne? In v bistvu izražati svoje potrebe, izražati svoje občutke. In tudi strah je del tega, absolutno. Ampak če vemo, da je strah obramba pred spremembami, potem dobi čisto eno drugačno vlogo. Potem lahko rečemo, dragi strah, ja, čutim te, slišim, kaj mi govoriš. Ampak če tega ne bom naredila, bom tam, kjer sem. A si lahko sebe predstavljam v tej isti situaciji, v kateri ste zdaj, naslednjih 10 let, ali pa naslednjih 5 let, 3 leta, 1 leto. Kje je tista meja, pa si jo počasi zmanjšujte, kje je tista meja, koliko časa ste to pripravljeni še živeti na enak način, brez da se karkoli spremeni. In pri tem gre, jaz verjamem, da ko si zamislite svojo situacijo, pa se vprašate, a sem pripravljena biti v tej situaciji še naslednjih 10 let, da se vam noter zadere, ne, če niste z njo zadovoljni. Ali pa ja, še več tega, če ste s tem zadovoljni. In v resnici gre pri vsem tem za razlikovanje tega notranjega da pa ne. In v bistvu, da nehamo razmišljati, kaj bo srečalo druge, ampak začnemo živeti tako, da smo same srečni. Potem se ta sreča prenaša na vse druge. In da si nehamo v bistvu, kaj si bojo drugi mislili o nas, vključno z otroci. Otroci so en velik izgovor, da ne naredimo sprememb, če smo v toksičnem razmerju. Otroci morajo imeti očeta. A res, a tazga, ki je vse narobe, pa ki, bom rekla, se izraža na tak ali pa drugačen način, mogoče celo agresivno. To želite svojim otrokom, da bojo v takem odraščali, da bojo tazga očeta imeli. Drage moje, pa je res boljše, če ga nimajo. In avtentičnost kot taka je, jaz trdno verjamem, da je ključ do naše sreče, do večje samozavesti in pa da vodi tudi do prave povezanosti v intimnih odnosih. Ker če jaz vem, kaj jaz čutim in nekdo dela nekaj, kar ni v skladu s tem, kar je zame okej, in to povem, brez da bi me bilo strah, ja, kaj pa, če me zapusti, ja, kaj pa, mislim, če ne more sprejeti mojih čustev, mojih občutkov, tega, kar jaz doživljam, potem je boljše, da gre. In v bistvu, ko pa smo srečni, se pa to odraža v ljudeh okrog nas. Ko v bistvu imamo sebe radi, ko ljubimo sebe, nas imajo lahko radi tudi drugi, ker takrat žarimo, ker takrat oddajamo vso tisto magnetično energijo, ki druge pritegne, in če želijo še več tega, nam bojo potem pomagali, da dobimo še več tega. In jaz verjamem, da srečo najdemo v povezanosti s svojim notranjim bitjem. Ko poslušamo, ko sledimo svojim potrebam, takrat se potrebe drugih avtomatsko zapolnijo, takrat ne rabimo meniti posebenega delati. Saj veste, da otrokom je dovolj velikokrat že, da je mama srečna. A res mislite, da vam bojo potem karkoli očitali? Velikokrat dobim tudi vprašanje ali pa ženske, ki pridejo k meni, pravijo, ne vem, kaj želim, ne vem, kaj hočem početi v življenju. To je prvi in največji znak, da niste v stiku s svojimi občutki. In na vseh mojih programih, vseh mojih delavnicah se učimo biti v stiku z občutki, s tem, kaj čutimo, kaj nam telo pripoveduje, kaj je tisto, kako se naša intuicija v telesu znotraj odraža. In dokler samo razumemo, dokler samo poslušamo, dokler je vse samo umsko, še ni nič. Žal, ženske delujemo drugače. Pri moških, ja, oni imajo drugačen način, ampak to je drug seminar. Ampak ženske moramo jeti pa vase, v telo, poslušati. Tista naša skleda, v katerih se kuha, juha, treba je z zajemalko noter in probati juho, kakšno smo naredili. In tukaj je treba tudi za posodo skrbeti, se vemo.
In bolj, ko za posodo skrbimo, bolj lepše se kuha. In če posode ne bi čistili, recimo, pol ostane še od prejšnjih, glavno, vemo, o čem govorimo. In biti v telesu je zelo pomembno. Na vseh mojih programih čutenje, čustva v telesu in pa prizemljiti to v vse celice. Biologija kot taka, prej smo šli biološko, kako izgleda, ampak biologija kot taka ni nespremenljiva. Ker smo tako multidimenzionalna bitja, ker smo svetlobna bitja, ker smo angelska bitja, imamo energetsko telo in informacije iz energetskega telesa se prenašajo na naše fizično telo. In dajejo navodila fizičnemu telesu, kar pomeni, da se da te naše mehurčke biologije tudi spreminjati. Ne gre čez noč, ni čarobne palčke, nihče ne more to narediti namesto vas. In če ste 20 let, 30 let, 15 let, 10 let ali pa samo 5 let živeli po nekem vzorcu, potem sigurno ne boste v eni uri ali pa v enem dnevu šle na nekaj čisto novega. Zato so moji programi tudi malo daljši. Najkrajši 5-tedenski program, ki je za žensko energijo, je zato, da stopite v to noter, potem je treba to negovati. Akademija, ki pri meni traja 4 mesece, omogoča, da začnete drugače, da tisto, kar razumete, kar ozaveste, da v bistvu spravite v telo, da začnete to čutiti in potem, da prenesemo to v vsakdanje življenje in iz tega delujemo. Da potem, ko reagiramo, da reagiramo iz tega prijetnega, pozitivnega, iz tega, da nam to postane normalno in da nehamo razmišljati, da mogoče tega pa nismo vredni. Tako da vse te stvari omogočajo, da dobite neko podporo. In še enkrat, niste same. In ženske potrebujemo ta zrcala, potrebujemo ta feedback. Zato je skupinsko delo za nas ženske v resnici veliko bolj ustrezno kot individualno. Ker individualno je res bolj intimno, je bolj tako, ampak tisto, kako pa drugo doživljamo, kako drugi lahko dajemo feedback, da se naučimo tudi dajati pozitiven feedback, ne samo negativen, se veste, kako je. Ja, se vse v redu, ampak, zmeri so eni ampak. Tako da tukaj je zelo pomembno, da naredimo na ta način. Zdaj, očitno sem vam dala zelo veliko informacij, ker se kakšna vprašanja niso pojavila. Če imate še karkoli, kot sem rekla, dajte na mail. Sam pogledam, če je slučajno kakšen mail prišel, ker je res, da tukaj se mogoče vidi, kdo postavi vprašanje. Ja, tukaj je sicer en mail tudi na temo, kako oditi iz razmerja. Zdaj, če se moški v tem času ne spremeni, če ne vidi težave v tem, kakor je, in če reče, pejte, drage moje, pejte, ker imate vse na voljo. Tudi zmorete same. Če se da, se vse hoče, ker je volja, je pot, vse te zadeve, takrat, ko naredite korak, vidite, da držijo. Ne prej. Mi bi radi že vnaprej imeli zagotovilo, da bo vse ok, pa da bomo to polno. Žal ne gre tako. Vedno najprej treba narediti korak, zato da vesolje vidi, da smo resni in potem se vesolje odzove. Veselje in čast mi je bilo, da sem to skupnost, ki si je danes odločila ogledati ta seminar, popeljala skozi nekaj, upam, da konkretnih in uporabnih nasvetov. Tudi vsi tisti, ki boste ta seminar gledali kasneje, enako velja tudi za vas. Predvsem pa dajte začeti izbirati svoje življenje. Kaj želite v svojem življenju čutiti, kaj želite doživljati, kaj želite
izkušati in temu potem prilagodite vse svoje izbire. In pa zapamtite se, niste sami. Drugače pa vam želim, da se čim več sproščate še v teh poletnih dneh, da greste na kakšen svoj lep oddih, da si ob ponedeljkih pogledate angelske navdihe, ki jih pošiljam na svojo mailing listo, predvsem pa na Facebook strani Angelski svetilniki, Moderna boginja in pa Zdravljenje duše z manco. Najdete tudi te navdihe vsak ponedeljek. Spletna stran www.mance.si je lahko odličen vir vse sorte informacij, kjer sproti objavljam svoje razmišljanja, svoje doživljanja, tudi teme različne, vabila, dogodke, in zato vas vabim, da se preklikate in pa da greste čim prej iz zbiranja informacij v čutenje, v doživljanje in v telo in v akcijo, ker življenje je prekratko, da bi pogledali nazaj pa rekli, nič se ni dogajalo. Predvsem pa zavedajte se, da ste kraljice in da vam je življenje podarjeno zato, da z njega naredite najboljšo možno juho, kar jo je vesolje kdaj videlo. Lepo se imejte in čau, čau.